Dober dan, pozdravljeni. Ponovno se javljam v video komentarjih. Na kratko sem se odločil, da bom vsak mesec podal neko mnenje oziroma nek pregled trga, kaj se dogaja na trgu. In sicer se bom osredotočil na trg, kjer tudi mi delujemo aktivno, čeprav smo prisotni bolj kot ne, lahko rečem, skoraj po celi Sloveniji, ampak največ poslov naredimo v Ljubljani z okolico in na slovenski obali. Tako bom vsak mesec podal neke informacije, kaj se dogaja na trgu, kakšno je stanje na trgu, koliko je bilo transakcij in tako naprej. Začnemo z decembrom 2019, torej kar je bilo v preteklem mesecu. Sem si nekaj stvari kar zapisal, zato da bodo te podatki čim bolj natančni. In sicer je bilo v decembru vse skupaj prodanih 208 hiš in stanovanj na celotnem območju Ljubljane z okolico, torej Ljubljana mesto in okolica in slovenske obale. Še to osredotočil se bom na hiše in stanovanja, ker je pač teh poslov največ in so mogoče vsaj za večino ljudi najbolj zanimive transakcije. Od tega je bilo v osrednji Sloveniji prodanih vse skupaj 184 stanovanj in hiš, v Ljubljani mestu, torej znotraj same Ljubljane 111 hiš. Recimo na obalni regiji 34 nepremičnin, torej hiš in stanovanj. Od tega je bilo v Kopru vse skupaj prodanih 16 nepremičnin, v Ankaranu 1 nepremičnina, v Izoli 9, v Piranu 8, torej skupni podatki za mesec decembra 2019. Drugi zanimivi podatki, ki jih bomo obdelali tako zdaj in vsak mesec, je, da je bila recimo povprečna oglaševana oziroma prodajna končna cena, dajmo drugače obrniti, prodajna končna cena je bila recimo povprečna za hiše v Kopru malo pod 2000 evrov za kvadratni meter, s tem, da je mogoče zanimiv podatek, da prav v centru Kopra ni bila v decembru prodana nobena hiša. Prodanih je bilo 9 stanovanj, v povprečju so se prodala za 2000 evrov po kvadratnem metru. To so povprečne cene. V Ankaranu ni bila prodana nobena hiša, eno stanovanje, ki je bilo prodano za 2200 evrov po kvadratnem metru, pa še to je bilo recimo prodano na Hrvatinih. V Izoli je bilo prodana ena hiša, manjša, za 2600 evrov po kvadratnem metru in 8 stanovanj. Povprečne cene, ki so jih dosegla ta stanovanja v Izoli, so bile 2400 evrov po kvadratnem metru. V Piranu so bile prodane 4 hiše, v povprečju 2000 evrov po kvadratnem metru in 4 stanovanja, povprečno 2500 evrov po kvadratnem metru. Mogoče zanimivi podatki, še to, se pravi v Ankaranu željene cene, torej oglaševane, trenutne, povprečne oglaševane, to jaz pravim želene cene, torej tisto, kar se po oglasih ponuja, so v Ankaranu za stanovanje okoli 2450 evrov, za hiše okoli 2000. Če gremo kar po vrsti, v Piranu je recimo za stanovanja povprečna želena cena in Portorož okoli 3400 evrov za kvadratni meter, hiše v Piranu okoli 3300, v Izoli stanovanja okoli 2760, hiše okoli 2360, v Kopru hiše okoli 1950 okraševane, to pomeni v mestu, torej v posod smo zajeli podatke o cenah v mestih, torej ne na obrobju Kopra recimo ali Izole, in pa stanovanje, povprečna željena trenutno cena v Kopru, v mestu je okoli 2580 evrov po kvadratnem metru. Pa če gremo še na Ljubljano, se pravi v Ljubljani v mestu se hiše trenutno oglašujejo oziroma želijo ljudje, prodajalci, 3400 evrov po kvadratnem metru, za stanovanja pa okoli 3150 evrov po kvadratnem metru. Mogoče kratek zaključek, se pravi zanimivo je to, da so se nepremičnine dejansko prodale za, lahko rečem, kar bistveno manj, kot so se oglaševale oziroma se oglašujejo. Rad bi poudaril, da so to povprečja, se pravi, to je neko povprečje, to ne velja za vse, torej imamo in izstopanje na eno ali drugo stran, torej in navzgor in navzdol, kar pomeni, da se lahko, ne vem, stanovanje proda v Izoli za več kot 3000 evrov kvadratni meter, lahko se je pa prodalo tudi samo za 1700 evrov, odvisno od mikrolokacije in dejanskega
stanja. Toliko to na kratko, malo več podatkov, mogoče malo bolj zanimivo bo, ko vam bom potem v naslednjih mesecih mogoče podal neke primerjave, torej z enim in drugim mesecem, toliko, da malo se vidi, kaj se dejansko dogaja na trgu. Drugače na splošno, to, kar se že, bom rekel, ptički čivkajo, prodaje so upadle, delno zaradi visokih cen, delno zaradi slabe ponudbe, ker tako kot jaz rečem, tisto, kar je bilo dobro, je že bilo prodano na dobri lokaciji za dobro ceno, tako da ostajajo neke nepremičnine mogoče na trgu, ki so nevredne denarja, ki ga ljudje, prodajalci želijo, torej niso vredne denarja, kot ga želijo glede na lokacijo, stanje nepremičnine in seveda na kratko cena je praviloma previsoka. Toliko na kratko, lepo se imejte, se slišimo spet v kratkem oziroma prihodnji mesec ponovno pregled dogajanja v mesecu januarju. Uživajte in srečno!